Dobro večer vsem v jezuitskem kolegiju, tisti, ki ste tu prvič. Navadno taka predavanja potekajo po hodniku na levi, ampak so za zdaj te prostori še v prenovi. Tako da, če pridete januarja, februarja, bojo že prenovljeni in bo malo več prostora tudi na voljo. Drugače pa te akademije potekajo vsak tretji torek v mesecu in so izobraževalni dogodki z različnimi tematikami, ki jih lahko tudi predlagate oziroma predlaga publika. So iz različnih vej, naravoslovnih, družboslovnih, strmimo pa k temu, da so aktualna in da spadajo v del poslanstva kolegija, da podpira dialog, izobražuje in pa povezuje. Vsak večer je razdeljen nekako na 3 dele. V prvem delu je predavanje, potem sledijo vprašanja predavatelju, preden pa gremo na pogostitev, pa boste še kakšno besedo slišali o kolegiju, pa o naslednji akademiji in tako naprej. Da ne bom predolg, danes je z nami asistent dr. Gabriel Kavčič, ki na taka predavanja, ki jih večkrat tudi nekako predava, in je po prvostopenskem študiju na Teološki fakulteti v Ljubljani svoj študij nadaljeval na Papeški univerzi Gregoriana v Rimu, ki ga je zaključil leta 2016. Po mašniškem posvečenju leta 2017 je specialistični študij nadaljeval v Rimu na Papeškem inštitutu za moralno teologijo Afolzianum. Po opravljeni licenci iz moralne teologije na temo naravnega prava pri Johnu Finnisu in na isti akademiji z odliko tudi doktoriral. Oktobra istega leta je bil izvoljen v naziv asistenta pri katedri za moralno teologijo, kjer predava tudi predmete iz te tematike, hkrati pa, kot sem omenil, večkrat nekako pripravi predavanja, ki so podobna temu. Tako da ne bom predolgi, izvolite profesor, beseda je vaša. Doživi v eni minuti povišek iz asistenta v profesorja, tu se je ravno kar zgodilo. Torej, dober večer tudi z moje strani. Vam ne bi mogel povedati, koliko sem naveličan o tem govoriti. Ne bi mogel opisati naveličanosti, vendar na drugi strani tudi pomembnosti in zmeraj znova z veseljem pridem. Toliko bolj za študentsko populacijo, pa ne zaradi tega toliko, ker ste študenti, ampak zaradi tega, ker ste bodoči mame in očetje. In imamo pred seboj tako zelo vzgojno tematiko, zelo pomembno za naslednja leta, pa je vedno znova zelo pomembno o tem govoriti, ozaveščati, da se potem vsak lahko ustvari eno lastno informirano mnenje. Ko pogledamo tole, kar imamo zdaj tukaj pred seboj, se pravi tale akronim, tele črke, jih nekako vsak pozna. Vsak pozna tudi tiste zastave, ki zraven nekako sodijo. Vendar, če bi zdaj kogarkoli, mislim, enih 10% ljudi nekako ve, za kaj gre, v glavnem pa s tem mi operiramo, govorimo o LGBT, govorimo o LGBTQ, govorimo o LGBTQIA in pa še plusek zraven, govorimo o queer, o woke in vseh teh možnih nekako strukturah današnjega pogleda na človeka, do česar pridemo malo pozneje. V bistvu pa noben ne ve točno, za kaj gre. Nekako približno nekaj informacij vsak ve, ampak strukture pa nimamo v glavi. In to je namen današnjega večera, da se to nekako ogledamo, da to predelamo na malo bolj morda nekoliko bolj akademski način. Je pa res, veste, takoj za uvod povem, akademsko o teh zadevah govoriti je pravzaprav precej težko. Zakaj? Ker vsaj nekateri zaključki, ki prihajajo iz tega ven, pač niso akademski. In potem ne moreš akademsko govoriti. Tudi najprej stvar metodologije, ki se jo postavimo. Tako da bomo začeli pri zgodovini, nadaljevali potem, da približno pridemo skozi do današnjega časa, da se postavimo vprašanje, zakaj sploh toliko govora o tem, in potem tudi vprašanje tako imenovane nove antropologije, ki je vezana s temi temami.
Torej, pri zgodovini jaz zmeraj začnem z enim takim tipičnim slovenskim primerom. Lahko si ga sami greste ogledati zvečer, ko ne boste mogli spati. Samo pa ni dobro tole brati, ker je zelo zanimivo za brati in potem spet ne boste mogli spati. In sicer s knezom škofom Antonom Bonaventuro Jegličem. Zdaj, to je samo en konkreten primer in je slovenski, zaradi tega ga vedno znova vzamem. Namreč poskušam zmeraj poslušalce predstaviti enih 100 let nazaj. Ne moremo razumeti današnje situacije na nobenem področju, če ne gremo gledati v zgodovino. In ko se začenja govor o spolnosti, o pogledu na spolnost v 21. stoletju in tipičen primer tega je LGBT in vse ostalo, je treba iti gledati 100 let nazaj, da nam je približno jasno, zakaj smo tukaj, kjer smo. In en tak lep primer, tak sočen primer, če želite, je škof Jeglič. Sem prepričan, da je tukaj kdo od maturantov, nekdanjih maturantov Škofijske klasične gimnazije. No, tam pred Škofijsko klasično gimnazijo bi morali enkrat, potem ko bojo zgradili vse, kar se zgraditi še da, bo treba enkrat postaviti kip Antona Bonaventure Jegliča, ki je to ustanovil 1905, če se ne motim. Bil je izjemen škof in tudi izjemno modern. Leta 1910 je izdal tole knjižico, ki jo najdete tudi v digitalni knjižnici Slovenije na D-Libu. Če bi hoteli pogledati in si lahko preberete, jaz sem dal samo en odsek iz tega ven. Namreč, kaj nam kaže tale knjižica? Na eni strani enega škofa, pa zdaj ni pomembno, da je bil škof, bolj je pomembno to, da nam kaže enega od vplivnikov tistega časa na tako imenovanem konzervativnem polu, že takrat so bili razdeljeni na konzervativce pa liberalce, ki se je trudil, in to škof, ga vidite tako, kot so včasih škofje bili, pa vendar si je drzno govoriti tudi o teh tematikah. In ko gremo gledati, kako so naši predniki 100 let nazaj, se pravi 1910 let nazaj, govorili o teh temah, hitro ugotovimo, da so bili, danes bi rekli, nekako zategnjeni. Vse to nam je vsem jasno. Tisto, kar nam ni jasno, pa je, da ko se je to odtegnilo, ko je to eksplodiralo v naši zgodovini, civilizacijski zgodovini, predvsem zahodne civilizacije ali pa zahodnega sveta, je eksplodiralo tako, da še zdaj čutimo ta veliki pok. In to je dobro razumeti. In če gremo nazaj gledati, torej odkje mi izhajamo, hitro razumemo, da je moralo eksplodirati, zaradi tega, ker je bil pogled na spolnost, na spola, na to, čemur danes pravimo enakopravnost spolov, na razdelitev spolnih vlog, na binarnost spolov, če želite moderni jezik, je bil zelo, zelo biologističen, bomo rekli. S temi vprašanji se enostavno niso ubadali in zaradi tega je prišel čas, ko se je bilo treba začeti s tem ukvarjati. In to je potem pomenila spolna revolucija. Vse opisane strasti, pravi škof Jeglič, se vama bodo vzbudile, ako se shajate pogostokrat, ako se shajate sama, morda v samotnih krajih, v nočnem času, ako dolgo časa ostanete skupaj. Če sta še tako sramežljiva in nedolžna, strast se bo prav gotovo vnela, sramežljivost zmanjševala, poželjivost vidite, tu ne boste zaspali, ko bo to dobrali, Greh se bo storil, zato sklenita, da se bota shajala malo kedaj, nikoli dolgo časa in nikoli sama v samotah in temi. Ako ženi nevesto včasih obiščeš, naj se to zgodi na njenem domu, ob belem dnevu, v pričujočnosti domačih ali vsaj matere. Ne vodi nevesto na sprehode, ne v gostilne, ne na božja pota, niti na breze ne smete. Vse to je nevarno, naša narava je preslaba, malo kdaj bo brez greha. Evo, ta zadnje besede so pomembne za antropologijo tistega časa. Malo kdaj bo brez greha. To se pravi, na spolnosti je bil pritisnjen ene vrste žig v smislu greha. V smislu tega, da karkoli je kakorkoli povezano s spolnostjo, je nekaj grešnega. In to je eksplodiralo na koncu, zaradi tega, ker je bilo vse postavljeno v svoje zelo ozke okvirje in s tem zdaj se ne delamo mi, moderni, pametne za nazaj. Oni so imeli tudi marsikaj bolj prav, kot imamo pa mi danes, ker smo šli iz enega ekstrema v drugega. Šli smo iz ekstrema, v katerem se o spolnosti ni govorilo in je bil greh nekako
prilepljen gor na vsako zadevo povezavi s spolnostjo, smo prišli do današnjega časa, kjer pa Bog ne dej, da bi kdo rekel, da je kaj grešnega v spolnosti. Se pravi, smo v dveh ekstremih, ki smo jih doživeli v recimo 110 letih. Ali pa v malo večjem razponu, ker je to čisto srednjeveška zadeva. Tako se mi zdi, recimo, za razumevanje tega, od kje izhajamo. Torej, kakšna je zgodovina na tem področju? Zgodovina, kot smo rekli, sem že omenil biologizem in pa stoiški pogled na svet. Tisti, ki ste izobraženi ali pa se izobražujete na humanističnem področju ali pa v filozofiji in podobnem, vam stoiški pogled ne bo neznan. Stoiški pogled, ne bom razlagal vsega tega, je krščanstvo, ko je vzelo vase stoiški pogled na svet. Tu vidimo že v Novi zavezi pri Pavlu mečken in potem pri cerkvenih očetih, se pravi 2. stoletje naprej, imamo že jasno recimo Klemen Aleksandrijski, če se boste kdaj srečali z njim, tipično stoiška besedila. Ena od idej stoikov je tudi ta naravna urejenost stvarstva. Logos, red, ki vlada v stvarstvu in po katerem je stvarstvo ustvarjeno. Karkoli temu redu, če zelo poenostavimo, nasprotuje, je izven. In ena od teh stvari, ki zelo nasprotujejo, so strasti, so čustva in na koncu seveda tudi spolnost. Tako se je pač prevedlo skozi stoletja naše zgodovine in to je butnilo ven recimo v 20. stoletju, pa v stoletjih prej. Torej, ta biologistični pogled na svet, če smo zelo surovi, zelo tehnični, ve se, kateri spolni organ čemu služi. In to bi zaznali tudi v tejle knjižici od škofa Jegliča, o tem leženinom in nevestam. Ali pa če še bolj poenostavimo, ker ni bilo nobene spolne vzgoje, ker se o spolnosti ni govorilo, so ljudje pač o spolnosti mislili tisto, kar o spolnosti veš, če ti o njej nihče nič ne pove. Zdaj ne bom vsega razlagal, ampak nekatere ideje so zelo zanimive, si jih lahko sami nekoliko predstavljate. Utemeljena je bila vsa spolna vzgoja na pravici moškega do ženske. Ženska je bila večkrat, sicer ne, zdaj malo posplošujem, ampak tako, da se zavedamo problema. Ženska je velikokrat bila videna kot lastnina moškega. In tu se nam v cerkvenem pravu še danes nekoliko pozna. Se pravi, da je ženska lastnina in z lastnino nekoga se ne pripada nekomu in nikomor drugemu. In na drugi strani rodovitnost. Pri tej vztrajamo in prav je tako. Če vam je znana tema kontracepcije, ko gre za temo kontracepcije in katoliške cerkve, je še zmeraj v bistvu okrožnice o posredovanju življenja Pavla VI. Iz leta 68, še zmeraj notri rodovitnost. Ena ideja, ki je globoko svetopisanska, potem pa filozofsko utemeljena skozi stoiško misel. In ni z njo popolnoma nič narobe. Je pa seveda, če je preveč poudarjena, pa postane toga. V redu, in potem se nam zdaj, jaz preskakujem tlele velika obdobja, ampak samo tako, da imamo nekoliko pregled in tukaj pa zdaj začnemo z našo temo, potem le v uvodu. Naša tema pa je spolna revolucija in njeno odmevanje. Tako kot se danes učijo v šolah, da je bil veliki pok, čeprav ne vemo od kje in se potem začne nekaj širiti, tako lahko gledate tudi na spolno revolucijo, ki jo običajno za zahodni svet, takrat še zahodni svet, kamor mi nismo spadali, postavljamo v 1960. Medtem ko na naši strani, na drugi strani zavese, je bila pa spolna revolucija tudi prisotna, samo nekoliko bolj skrita. Nekoliko bolj skrita, ampak tudi prejšnja država je to poznala, se pravi liberalizacijo spolnosti na vseh področjih, kar je tipično za celotno obdobje po drugi svetovni vojni. Medtem ko samo spolno revolucijo pa uvrščamo v 60. leta prejšnjega stoletja zaradi izuma kontracepcijske tabletke leta 54, če se ne motim, in tu potem povzroči bum, ker naenkrat je spolni odnos možen z vsakim, kadarkoli, kakorkoli, na kakršenkoli način. In to sproži potem seveda nove pravice, nova gibanja, do tega še pridemo. Evo, smo v 60. letih, opozorim, tukaj ne bom razlagal preveč na dolgo, da imamo tukaj nekaj, bomo rekli, prepadov ali pa nekaj takih, recimo, globokih razpok, ki se pojavijo v antropologiji zahodnega sveta, se pravi v pogledu na človeka. Eno od teh razlik je gotovo svoboda poželenja.
To se zdaj lahko razumemo, zakaj se je to zgodilo, zakaj je bilo to tako pričakovano, zakaj je tako butnilo ven, ko je bilo enkrat možno spolne odnose imeti kadarkoli in s komerkoli. In na drugi strani razpoke rodovitnost. To pa vzroči kontracepcija. Izum kontracepcije, da je kar naenkrat možen spolni odnos brez rodovitnosti. In potem smo samo korak stran od vprašanja, kaj pa istospolni partner in tako naprej. Potem imamo drugo, vloga ženske, ki je ločena od moškega. To je zelo izrazito. Prvo feministično gibanje poznamo vsaj 4, 5, celo 6 valov feminizma. Ampak prvi feminizem je bil nekaj drugega kot tisto, kar je pozneje feminizem postal. Je pa imelo to za posledice, se pa ene zadeve bilo enostavno treba urediti, če smo konkretni. Mislim, recimo, ena osnovna enakopravnost ali pa volilna pravica je bila takrat tema in tako naprej. To so osnovne zadeve. In to je, ko gledamo na to, ampak to ni isti feminizem kot to, kar je postalo kasneje. Kasneje pa nastaja in vse do danes ostaja globoka razpoka med tem, kdo je moški in kdo je ženska. Ne govori se o dopolnjevanju, ampak se govori stalno o razlikah, o pravicah in na koncu o enakosti, neenakopravnosti. In tukaj začenjamo, delamo uvod za kasnejšo temo, tisto, za kar smo tukaj danes. Potem pa sledi kritika tradicionalne družine, ta je bila dokaj prisotna tudi recimo pri nas v prejšnjem sistemu. To je bilo povzročeno tudi z industrijsko revolucijo, s preseljevanjem ljudi v mesta in tako naprej. To je cel kup socioloških kriterijev in zadev, ki bi jih bilo treba povedati, samo omenimo. In pa še enkrat genitalnost, spolni odnos in pa rodovitnost. Ta je bistvena tudi za razumevanje te današnje teme. Samo omenimo dva tipsona iz Amerike, ki sta bistvena priimka za razumevanje te današnje teme. In sicer tako imenovani oče spolne revolucije v Ameriki, to je bil Kinsey, Alfred Kinsey, ki je umrl leta 1956. Če ga boste pogooglali, boste našli tudi en film o njem, verjetno ga je kdo že gledal. Malce sumljiv film, ki pa nekatere stvari kar dobro pokaže. Problem tega filma je recimo, da se ga predstavlja nekoliko na preveč pozitiv način, čeprav je tudi kritika vsebovana, ampak tako. On je bil tisti, ki je v knjižno obliko spravil takratne spolne navade Američanov in s tem dosegel pravzaprav revolucijo tudi na akademskem nivoju. In pa ta drugi je bil John Money, umrl leta 2006 zaradi, se pravi, tale Kinsey. Tukaj imamo pa od družine izdano, žal že pošlo knjigo Bruce Brenda David, to vam izročim, tu pejte sami googlati, se verjetno kdo že slišal za ta osnovni eksperiment dr. Moneyja, tamle spodaj, ki je na 2 dvojčkih, pri katerih se je pojavila obrezi, medicinski obrezi, pojavila huda poškodba genitalij. In takrat, ko so starši, če zelo poenostavim zgodbo, starši teh dvojčkov so takrat slišali za nekega dr. Moneyja, ki je uvajal v družbo takrat zelo kontroverzno idejo, da je možno otroka vzgajati tako ali drugače in bo tako vzgojen, ne glede na njegovo genitalno stanje, recimo temu. Kar praktično pomeni, da je začetnik tega, čemur danes pravimo razlika med seks in gender. To je potem kasneje še mnogi drugi avtori to uvajajo, med njimi morda najbolj slavna Judith Butler, ampak za vse to danes nimamo časa, samo toliko. Tukaj imamo ta zgodovinski pregled in tukaj v teh letih, se pravi, on je letnik 21, tamle v 50-ih, 60-ih letih, se pravi nekje skupaj s spolno revolucijo, pridejo prvič te ideje in se začnejo počasi seliti v akademsko sfero in iz nje navzdol. Kar pa sami najboljše veste, tisti, ki ste na kakršnikoli, se pravi, humanističnih študijih, kako to danes gre. Ravno ta teden sem slišal od ene študentke, da jim na neimenovani fakulteti razlagajo, da objektivna stvarnost ne obstaja. To je filozofski pogled, ki se pa tukaj izraža na tak način. Se pravi, moja volja, moja izbira je tista, ki določi gender. Takrat zelo na medicinsko-spolnem nivoju, potem se pa tu predstavi akademsko sfero in razširi vse povsod. Ta zadeva se konča s samomorom ali 2, glede tistih dvojčkov. Preberite si sami.
Samo toliko, da veste, falsificirano dokaz o falsifikaciji rezultatov raziskav, ki jih je Money izvajal, so bili dokazani desetletja pozneje in nikoli dokončno prišli v javnost, tako da je zadeva pač bila in je vse do danes na medicinskem nivoju tam. In to je problem. Ne glede na to, kam se postaviš na strani LGBT gibanja, je to problem, znanstveno-metodološki problem, ki ga imamo na začetku te zgodovine. Okay. Zdaj pa imamo pred seboj tole shemo, ki jo je dobro razumeti. Tukaj bomo zdaj nekoliko manj morda akademske, ampak je treba osnovne zadeve enostavno razlagati. Jaz ugotavljam študenti in dijaki, da je pač treba osnove povedati, zato ker potem, ko osnove poveš, ljudem tudi postane jasno, da zadeve ne pašejo, nekako ne sodijo vedno skupaj. Tole, kar imate pred seboj, naslednjič, ko boste videli tale akronim, to zbirko črk, si zapomnite, da to, še zmeraj smo v zgodovinskem pregledu, da je to samo povzetek zgodovine po spolni revoluciji, nič drugega. To ni oznaka gibanja, to je postalo kasneje. To je, tehnično gledano, ko greš po vrsti, je to točno boj za pravice raznih manjšin. Najprej, kot smo že rekli, je izum kontracepcijske tabletke osvobodil pod narekovaji spolnost na splošno. Od tam sem vas že uvedel v misel, da je bila samo en korak na stran še misel na to, kam pa zdaj uvrstiti istospolne pare. Zato, ker če ni treba biti heteroseksualnemu paru rodoviten, zakaj bi potem sploh katerikoli par moral biti rodoviten? In to je sprožilo takoj tiste čase, si predstavljate Volkswagenov kombi, marihuano gor narisano, zakajeno noter, rock'n'roll in tako naprej. So bili tiste časi pa udirali tudi na našo stran. In to je bilo sociološko gledano čas borbe ali pa zasledovanja pravic manjšin in ta prvi so bili na vrsti istospolno usmerjeni in njihove skupnosti. Zato imamo na začetku akronima LPG kot lesbian in gay. In takoj na to še tista vmesna varianta, ki jo je malo težje definirati danes, zaradi večjih razlogov, se pravi bisexual. To se je na začetku nanašalo predvsem na spolno prakso, kot že večkrat rečeno, s komerkoli, kadarkoli. Potem kasneje je postalo tudi bolj zanimivo. Se je tukaj notri dodal tudi pojav transvestizma, se je dodal tukaj noter pojav fetišizma in danes se dodaja tukaj noter pojav naveličanja od spolnosti. Tu poznate to zadevo, naše generacije jaz sem pravzaprav samo nekaj let starejši od vas, zato se lahko zraven postavim. Naše generacije so v povprečju tako preperele, tako impregnirane od pornografije, da človeku, ki je v pornografiji videl vse, kar se videti da, ponavadi pa ne početi tudi zraven, ne zadošča več tisto, kar je pravzaprav ena osnovna, bomo rekli, človeška spolnost. In tukaj noter, tako se sociološko gledano, se ta črka vsaj po mojem širi. Zato, ker je marsikdaj danes iskanje novih spolnih praks od tega ven, da enostavno ljudje iščejo nove in nove stvari, ki bodo tako pravzaprav kot droga, nekaj podobnega. V redu, o tem se da diskutirati, samo tako je na misel za zraven. Potem imamo transseksualnost, transspolnost. Transspolnost se nanaša na to, da se nekdo ne počuti v redu v lastnem telesu. Se pravi, da želi postati moški ali ženska nasprotni spol. Kar je tukaj pomembno razumeti in bomo še večkrat omenili je, da to dejansko obstaja. To ni nič novega na tem svetu. Da ljudje imajo težave s tako imenovane težave s spolno identifikacijo. Zaradi tega črka T, akademsko gledano, ne pomeni nič posebnega, samo odvisno je, kako jo razumemo. Ali jo razumemo bolj ideološko, to je problem zadnjih 10 let, ali jo razumemo medicinsko, če želite, psihiatrično, psihološko, kakorkoli. To so zadeve, ki obstajajo, ki niso nič novega na tem svetu. In zdaj, če pogledate shemo, vam to, kar sem do zdaj razložil, pravzaprav pomaga razumeti, da imamo pri ta prvih dveh, ki sta v najbolj ozkem krogu, pri L-ju pa G-ju, imamo, se pravi, to, če poenostavimo, zdaj to je diskutabilno, se vem, ampak imamo pravzaprav opraviti z vprašanjem, kdo koga išče, zato da bo imel nekoga v življenju, ne zdaj v osnovi. Se pravi, nekdo, ki je istospolno usmerjen, pač zdaj se da diskutirati to naprej, ampak recimo, da posplošimo, je to. Gre za spolno usmerjenost. No. Potem imamo B, kjer se zadeve že komplicirajo, ampak še zmeraj paše skupaj z L-jem pa G-jem na nek način v
v ta kontekst tega, koga iščeš, da bo poleg tebe, magari vsaj za eno noč. Ne? In potem imamo T, kjer prehajamo v eno čist drugo območje in to je tema spolne identitete, moje spolne identitete, mojega spola. In tukaj bi bilo treba narisati črto vmes. Zato, da bi se zavedali, da tebe nihče, in tu bom verjetno danes še kdaj ponovil, tebe nihče ne sme vprašati, pa ne more akademsko, je nesmiselno vprašanje, si ti pro ali pa kontra LGBT. To je nesmiselno vprašanje. Če ti ga kdo postavi, ga moraš vprašati nazaj, kaj zamisliš. A misliš pravice istospolnih? Ker tam bi se dalo pogovarjati, smo različno konzervativni pa liberalni glede tega. Ne? Vsak ima svoj odgovor tam. A misliš to, da je treba ljudem pomagati, če se ne počutijo v dobrem telesu? Tudi jaz se strinjam katoliški duhovnik, da je takim ljudem treba pomagati. Vprašanje je, kako jim pomagamo. In zato bi tukaj noter bilo treba narisati črto, da bi se zavedali, da gre tukaj za spolne usmerjenost in tukaj naprej pač začitene druge teme, ki sploh ne pašejo zraven. To nima nobene veze. Ne moreš L-ja, G-ja, B-ja in T-ja skupaj metati. Že L, G pa B je težko vršiti v isti koš. T pa sploh ne paše zraven. In če bi šli zdaj gledati v nove te movements v Ameriki, boste zaznali to zadevo. Da imate nekatere relativno konzervativno postavljanja gibanja društva za pravice istospolnih, ki se pravijo LG ali pa LGB in nočejo imeti opravka z nadaljnjimi. Evo, tukaj imamo, se pravi, smo, upam, da razumeli, se bomo še kakšno rekli. Potem je pa Q, ki je na svojem polju, tlele se ne bom na dolgo ustavljal, zato ker človek ne ve, kje bi začel in kje končal. In sicer imamo ta queer, se pravi, jaz običajno prevajam, se me je že kdo poslušal tukaj z izven okvirnostjo. Se pravi, queer je tisto, kar se nam zgodi po 2005-2007 in totalno prebije vse možne okvire in predvsem prebije tale zunanji okvir, ki je okvir binarnosti spolov. Se pravi, če že iščemo skupni imenovalec med prvimi 4 črkami, je to skupni imenovalec binarnost spolov, ki se konča in se začne Q, v queeru pa je danes vse, kar je bilo prej, kar smo prej povedali, in pa vse novosti. Od tega, da imamo, da ko jaz kupim letalsko karto, da moram tam med 60 spoli izbirati, do tistih zadev, ki so že zelo bizarne, kot vse, kaj vse se ljudje danes identificirajo. To, in tukaj se jaz ne bi na dolgo ustavljal, to zadevo mislim, da pravzaprav poznate. Vsej bizarnosti, ki se tukaj lahko razvije. Samo da se zavedamo, tole so 60 leta, tole malo pozneje, to je pa po letu 2000. To je nova zadeva, s katero mi, jaz, pa tudi večina vas ali pa nobeden od vas še ni gor rasla, ampak je zdaj pa tudi v Sloveniji še ni tako zelo, zelo prisotno. Je, pa tudi ni toliko kot kje drugim. In potem imamo glavnega slepega potnika v tej shemi in to je I. I nima kaj delati le zraven. Če pa kaj nima tle, že tako ne gre. Ne? Že tu sem vam ločil, zato da razumete. Tle so neke bežne povezave z binarnostjo, tukaj je nekaj čisto novega potem, kot smo rekli, tole je pa intersex. Intersex je slepi potnik. To pomeni, to pa tisti, ki morda, če je kdo tukaj iz študija medicine, veste, da danes sicer zaradi prenatalne diagnostike počistimo, se opravičujem izrazu, ampak da vam pridem do živega, vse, kjer bi se slučajno lahko zgodilo kakšna napaka na genski strukturi otroka, ali pa, če se to ne zgodi, če je kakšna težava pri pravilnem vplivanju hormonov na razvoj otroka, če zelo posplošim, ne mi opravičijo študente medicine, tako da približam vsem. Se pravi, lahko se zgodi, da imamo genetski problem v otroku. Vemo, da ima 46 kromosomov, XY je moški, ta zadnji kromosom določa spol, XY moški, XX ženska. Tam lahko pride do kakšne napake, lahko pride 47 kromosom, lahko pride do napak pri hormonu in tako naprej, ne bomo razlagali. Temu se je včasih reklo, če še bolj posplošim, hermafroditizem. Se pravi, da pridejo ljudje, da se dejansko rodijo otroci, kjer ni čisto določena, po fenotipu, ta izraz bomo še srečali, po fenotipu ni povsem jasno, v kateri spol tukaj je. Oziroma, danes medicina lahko dela čudeže, lahko pomaga, marsikaj se da tukaj narediti, če tak otrok se da sploh preživi do tja, kjer bi mu lahko pomagali. Glejte zdaj,
se bomo tu pa še enkrat ponovili, ampak a razumete, zakaj vas noben ne more vprašati, ste LGBTQIA plus kontra ali pa pro? Tu ne gre. Jaz sem absolutno za, da vsa potrebna sredstva usmerimo v to, da pomagamo tem ljudem. Tukaj le ne ve človek, kje bi zagrabil zadevo, da bi lahko akademsko ne govoril. Tukaj le se povsem strinjam, da je treba ljudem pomagati na psihološkem nivoju ali pa psihiatri, kdorkoli že, odvisno od tega, kaj točno je narobe, da se ljudem pomaga. Ne pa, da se jih potrjuje, do tega še pridemo. Tukaj le noter je pa zadeva seveda odprta, sami veste, če bi zdaj odprli debato o pravicah istospolnih, bi bila zelo različna mnenja tukaj noter. Nekateri bi rekli, ja, nimam problem, ker ne posvajajo. Drugi bi rekli, ne, posvajati pa res ne smeta, nimam pa nič proti, da se poročita. Tretji bi rekli, ne, poročiti se ne smeta, lahko imate partnersko skupnost, zato da imate urejene finance, da se lahko obiščejo v bolnici in tako naprej. A vidite, koliko je tukaj tem? In živimo v sekularni državi in se glede tega seveda lahko pogovarjamo. Vprašanje, če se lahko glede posvojitev, ampak o tem kdaj drugič. Gotovo pa glede nekaterih pravic, tako kot vlada pa parlament določata pravice in dolžnosti eni, drugi, tretji, četrti, peti skupini našega naroda, se lahko pogovarjamo tudi tukaj. Zdaj, sekularna država, ne? Naše predsednice pač ne mazili več sveti oče za cesarico, ne? Ampak je izvoljeno od ljudstva in tako pač država funkcionira, naj komu všeč ali pa ne. Ok, jaz upam, da smo tukaj tole preskočimo, tole seveda odprto za naprej, tukaj je več možnih razlag, asexual in tako naprej, to pustimo zdaj samo toliko, da imamo en osnovni pregled, zakaj je zadeva sama v sebi nastavljena tako, da je zelo težko o njej akademsko, strukturno, metodološko pravilno govoriti. Je problem tukaj. V redu. In zdaj smo pri tem, kaj nam torej sporoča ta naša nova antropologija. Antropos logos, se pravi beseda o človeku, kaj nam sporoča te nove besede o človeku, ki se nam pojavljajo v današnjem času, nova antropologija. Eno smo že omenili, se pravi koncept družbenega in biološkega spola. Prepričanje, da genitalije nikogar ne zaznamujejo v taki meri, da se ne bi mogel drugače odločiti sam. Drugače povedano, koncept delitve med telesom kot delom enovite osebe človeka, ker tudi telo je del naše osebe, in pa med voljo človeka, če želite, med telesom kot korpusom in pa med jazom kot mojo voljo in mojimi željami, mojimi čustvi. Ta ločnica se pojavi in je zelo močna, blagoslovljena pod narekovaji z vidika naše družbe, ki je izjemno naravnana na to, da sem jaz v centru sveta in se potem tu začne sukati okrog. Naslednja zadeva je samozadostnost družbenega spola. Spravi samozadostnost v smislu, da družbeni spol, ki ga seveda določiš sami svoje volje, zadošča. Ni treba nič drugega. Potem pa spol kot kulturni koncept oziroma konstrukt v smislu spolnih vlog seveda, ki nam jih določa družba z biološkega spola ven. To pomeni, konstrukt pomeni, da je to vse skupaj sestavljeno. Zdaj tukaj paste, ko slišite besedo konstrukt, tukaj zdaj moje mnenje. Jaz sem res tukaj zelo v precepu, kaj je zdaj konstrukt. A je konstrukt to, da priznamo, da so razlike med moškimi in ženskami in da iz tega potem izhajajo določene razlike tudi v obnašanju in tako naprej? Ali je konstrukt to vse, kar zdaj govorimo? Kaj je tle konstrukt, kaj je tle na novo sestavljeno? Lahko si odgovorite sami, ampak tole zelo pogosto srečamo in je treba imeti argument. Ravno obratno je, samo pomisliti je treba. Nič ni biološki spol konstrukt. Konstrukt je to, kar poznamo šele zadnjih 20 let. Lahko da bo delovalo, možno, bomo videli kasneje, ampak zaenkrat konstrukt ni ta prvo, ampak ta drugo. In potem že omenjena nebinarnost, se pravi preseganje binarnosti, posebej izrazito v črki Q. Potem pa novi ideal v obliki spolne fluidnosti, se pravi, da lahko vsak od nas prehaja iz ene spolne identitete v drugo, to itak poznamo verjetno, in pa transspolnost, zdaj pa ste, tukaj le smo govorili o transspolnosti, transsexual. In tukaj pridemo zdaj do pojava, kjer transspolnost postane
motnja spolne identitete. Zdaj, o tem bomo še kakšno rekli, ampak pazite na jezik, bodite pozorni na jezik, kamorkoli se nekako predelite v vašem razmišljanju. Samo pazite na jezik, zato ker se uporablja jezik, ki načrtno moti, ki načrtno spreminja stvarnost okrog nas. Ker transspolnost je bila v zbirki, diagnostični zbirki duševnih motenj, je bila zmeraj tretirana kot bolezen, kot to, da je treba pa človeku v tem primeru pomagati. Zdaj je že zdavnaj ni več noter v tem slavnem manualu, če tisti, ki ste na medicini, to poznate. In se je tudi sama transspolnost, ki je včasih imela svojo vsebino, je postala motnja spolne identitete, ki zahteva afirmacijo. Ne več pomoč, ampak afirmacijo. Tukaj je treba paziti. A je res treba ljudi potrjevati v tem, ali smo pa verjetno vsi prepričani, da je treba vsakemu pomagati. Evo, in zdaj smo tukaj pri naslednjem delu nove antropologije. Če še naprej opišemo, imamo tukaj transafirmativni pristop. Se pravi, to je to, kar mene osebno tako strokovno zelo moti. Namreč, veste, noben ne gre k terapevtu zato, da bo terapevt rekel, fajn si, kar tako naprej. Zato ne greš k terapevtu. Ampak na tem področju se to dogaja v drugih državah posebej. Se pravi, da ti greš k terapevtu in je to tako imenovani afirmativni terapevt, ki človeka potem potrdi v tem, da prihaja do težave pri spolni identifikaciji. To nima nobenega smisla. Pač to znanstveno nima nobenega smisla. Ti greš k terapevtu zato, da ti terapevt pomaga. In tukaj smo zasukali pojem pomoči. In se je treba vprašati, če je to prav. Morda, zdaj, če gremo zdaj na zelo nasplošno, zelo liberalno, morda je v kakšnem primeru to prav. Ampak v zahodnem svetu je predvsem videti, da se samo afirmacija pojavlja, nič drugega. Zato določene države že zategujejo ročno zavoro pri teh temah. Potem imamo zmeraj tukaj temo medicinske tranzicije, ki ima vsaj dve stanji, dve možnosti. Ena od medicinskih tranzicij, ko gre za kakšno menjavanje spola in teh zadev, je zmeraj hormonska terapija, to si zapomnite, ker jo bomo še potrebovali, in prav tako popravki fenotipa. Fenotip je zunanji izgled človeškega telesa, se pravi kirurška operacija, estetska kirurgija in tako naprej. In pa seveda popravilo po narekovaji primarnih in pa sekundarnih spolnih znakov. Primarni so tisti, ki so lastni ustrezno razvitemu telesu moškega ali ženske, sekundarni so pa tisti, ki se temu telesu potem pridružijo oziroma se in na tem telesu nekako razvijajo v času pubertete. Se pravi, eno so genitalije, drugo je to, kako se skozi puberteto človeško telo potem do konca skozi sekundarne znake izrazi, poraščenost, boki, obrazne poteze in tako naprej. Tukaj je potem seveda velika tema zaviralcev hormonov, kjer je do zdaj veljalo, zdaj se počasi le uveljavlja tudi v medicinski stroki, v Sloveniji do tega niti nikoli ni prišlo, vsaj kar jaz vem ne, ampak v tujini marsikje se je pa govorilo o zaviralcih hormonov kot o povsem povratnih možnostih, se pravi, da pubertetniku ali pa otroku, ki pride s težavo motnje spolne recimo identifikacije, da se mu potem za vsak slučaj predpiše hormonalno terapijo. No, zdaj smo vendarle ugotovili, kar sicer ni treba biti po mojem študiran zdravnik, da to veš, da to ne bo tako enostavno. Da bi zdaj pač v polnem razcvetu telesa, če tako rečemo, zavirali s hormoni, pa če se bomo premislili, bomo pa nazaj, pa človeško telo tako ne funkcionira. In pa ta grd izraz, ampak za tega, da vam ga nekako zataknem v možgane, občutizem. To je ta antropološka zmeda danes, kjer je vse na občutkih. Veste, po eni strani, posebej mlade generacije, smo zelo na tem, da je vse, kaj jaz čutim, kaj bi jaz rad, kaj bi jaz Ampak na koncu, veste, je krutost stvarstva dejstvo. Niso samo občutki. In tudi tisti med vami zdaj, ki resno jemljete svojo vero, nikoli ne pristanete na zgodbe tistih, ki po svojih občutkih obračajo okrog ene zadeve, ki so zelo močno in z razlogom pribite.
posebej, ko gre za bioetična vprašanja. Ne moreš z občutki pretentati dejstva narave, če želite. In tudi v tem primeru je tako. Po eni strani se v človeku dogajajo marsikaj, o tem bomo še govorili, o ranljivosti, po drugi strani pa ne moramo občutka postaviti za normo. To ne gre. Če bomo to začeli delati kje druge kot na tem področju, naprimer na pravnem področju, bo kar hudo. Pa že tam ne vem, če smo se že do zdaj izognili temu, da ne bi občutki in vse to prevladovalo na vseh področjih našega življenja. Evo, to je zdaj ta globina nove antropologije. V redu, pa še tole dodamo, morda občutki, ki postanejo dovolj za zahtevo. Posebej, ko gre za kakšne menjave spola, pa te zadeve, je to. Občutek je dovolj za zahtevo. Glih unji dan sem nekje, ki je bilo na Instagramu, se mi zdi, je bil tisti posnetek, kjer en možakar postavi pred otroka $10,000 pa en Oreo cookie. Ste kdo to videl? In ga vpraša, ste videli, no? In ga vpraša, no, kaj boš zdaj izbral? In ta malo simpatičen se nasmeje in vzame Oreo cookie. In ga vpraša, si ziher, imaš $10,000, tam le sta 2 Oreo cookija. In ta malo Oreo cookie. In potem na koncu pride ven rezultat. Kaj je rezultat? Zato ne verjamemo otrokom, kad rečejo, da imajo problem s spolno identiteto. Ne moreš, ne gre to tako. Ne moreš na občutkih, posebej ne na občutkih nezrele osebnosti, ne rabi biti zrela, uživanje v otroštvu. Ne moreš na tem graditi in bomo videli posebej, zakaj ne moreš graditi nobenih odločitev, ki bi ga zaznamovali, globinsko zaznamovali za celo življenje. Evo, tukaj le bomo samo, da se predstavljate nekoliko to timeline, to panoramo, časovno panoramo zadnjih 30-40 let. 92. leta je prvič, da se to rešuje na Evropskem sodišču za človekove pravice, in sicer proti Franciji. Šlo je za vprašanje, a moraš v uradnem dokumentu imeti možnost tudi drugega spola, tako naprej. In Evropska unija, Evropsko sodišče obsodi Francijo, ki tega ni omogočila, če zelo posplošno zadevo. Potem je bilo v Džakarti, se pravi en pomemben simpozij leta 2007, kjer se sklene, da je treba transafirmativni pristop, uvajanje, gender, antropologije in tako naprej uvajati na vseh področjih. In potem imamo še eno združenje za pravice transspolnih 2011 s podobnimi zahtevami. To so samo 3 primeri, če bi kdo zanimalo, samo tako sem pustil, da imate letnice in pa osnovne podatke. Če bi koga zanimalo, imamo tukaj debele analize, kako je to šlo na pravnem področju in kako je to počasi preoblikovalo ali pa preoblikuje našo antropologijo. In zaključek je tale. Spol je občutek pripadnosti ženski, moški oziroma nebinarni ali drugi identiteti. Spolna identiteta je identiteta, ki jo človek občuti v svoji notranjosti. To je najkrajši povzetek vsega tega. Se pravi, šli smo od tukajle, od pravic istospolnih in prišli do semle. Za talca smo vzeli pa te. Ja? Se pravi, vse, kar je bilo prej in se je nalagalo, prišli do tega, tamle leta 2007, Džakarta je najbolj izrazita in za alibi, za to dogajanje so vzeti pa ti, ki praktično dan sploh ne pridejo več na svet. Ok, to je to. Statistika, samo toliko, da imamo nekoliko statistike pred seboj, enih par podatkov, jih je množica podatkov, samo toliko, da si predstavljamo, o čem govorimo. V Franciji 1000 otrok na 750 000 otrok v letu, mislim, da 2018, če se ne motim, tukaj relativno sveži podatki. To ni ne veliko, ne malo, če smo iskreni. Po eni strani se zdi zelo malo, po drugi strani je pa treba vedeti, da to so samo tisti, kjer je država dala svoj blagoslov na kakšne spremembe fenotipa in hormonalne in te zadeve. Ne vemo točno, koliko je, če bi šli, in to bi bila bistveno večja številka, kjer se pubertetniki in kasneje spustijo na osebni ravni v igro svojo spolno identiteto. Velika Britanija imamo od leta 2009, da beležimo 3267% rast teh pojavov.
s konkretnimi absolutnimi številkami 777 v letih 2009-10 na 2590 v letih 18-19. To so številke, ki nekaj povejo. Ne povejo veliko o naši družbi, ker smo si zelo različni na tem področju. Velika Britanija je rešila čez vse nekak meje in imela cele kupe tudi teh klinik in tako naprej, kar so pa zdaj začeli že žlajfati, se pravi, že ukinjajo zadevo, ker so bile množične tožbe zaradi pojava, zaradi takih in drugačnih zlorab. Potem pa Velika Britanija letno, 2000 deklet imamo tukaj in pa 600 fantov. Ta podatek sem vrstil noter predvsem zato, da se zavedamo, da predvsem imamo opravka s problematiko deklet. In to je pomembna zadeva. Zdaj zaenkrat še čakam kakšno pametno raziskavo, ki bi pokazala, ki bi metodološko upravičeno pokazala, kje smo tukaj z nasplošno s motnjami, ki se pojavljajo na področju odraščanja ženskega spola. Tukaj imamo seveda v mislih pojav anoreksije in tako naprej. Tukaj noter v tem kontekstu, po moje sociološko, antropološko, imamo tukaj noter tudi te zadeve. In je zelo zanimiv ta podatek, interpretirate si ga lahko tudi sami. Zakaj je taka razlika med puncami in fanti? In pri tem govorimo o rapid onset gender dysphoria, se pravi o hitrih odločitvah in hitrem pojavu gender disforije. To pomeni, da se nekje v puberteti pri nekom, ki ima popolnoma normalno razvito telo, se pravi, ni tukaj noter, ampak je čist normalno, navadno, recimo rajši normalno, danes so sovražena beseda, se pojavi v puberteti, se pravi, normalno razvito telo, normalna identifikacija in v času pubertete rapid onset gender dysphoria, današnji terminus technicus za to dogajanje. Se pravi, kar naenkrat v puberteti se pojavi nek problem s spolno identifikacijo. Veliko število sočasnih psihiatričnih motenj, to bomo pa še omenili. In tukaj jaz govorim zmeraj o zapletenem družbenem klopčiču, se pravi, imamo problem s travmatičnimi izkušnjami in neurejenimi družinami, to bomo še omenili. Potem to smo tudi že nekoliko razložili, potrebo po samopotrjevanju in potem, da sem jaz. Ne, to je opozorilo današnje civilizacije, mi se toliko ubadamo sami s seboj, in imamo, žal, bomo prišli do tega, kdaj tudi zelo dobre razloge za to, da se enostavno zapremo v svojo lastno galaksijo, kjer mora biti vse po mojem, in potem pričakujemo tudi ostale galaksije, da našo galaksijo nekako spoštujejo. Pri tem govorimo tudi o sindromu Boga. Tukaj ima velike posledice tako imenovana permisivna vzgoja, ampak tukaj seveda iz očitnih razlogov nisem ta pravi, da bi o tem govoril, samo omenjam mnenje strokovnjakov na tem področju. In pa tukaj smo zdaj na pomembni temi vektorjev širjenja vsega tega, kjer imamo filme, družbo, družbena omrežja. In to sami verjetno zaznate. In pa akademsko sfero, ki smo jo že omenili. PR strategija, jaz imam še eno zanimivo službo, poleg tistih, ki smo jih zelo prijazno lahko slišali na začetku, med drugim tudi v medijih, zaradi tega zmeraj gledam tudi, kako se PR-ovsko to zadevo ureja. Ne. PR strategija, ki se tukaj uporablja, je zelo enostavna. Da se zmeraj zbuja sočutje, se pravi, zmeraj se govori o takšnih zgodbah in to boste pozorni, posebej na nedavne, tisti, ki ste bili v stiku s kakšnimi nedavnimi dogodki na našem slovenskem internetu, boste pozorni. Spodbujanje sočutja, ko se poskuša neko zadevo spraviti čez, je zmeraj najboljša možnost, da spraviš čez tisto, kar sicer ne bi šlo čez. V tem primeru govorimo naprimer o teh raznih zelo daljnosežnih posledicah za družbo in za telesa konkretnih oseb, ampak s tem, ko mi beremo razne sočutne zgodbe in tako naprej in se potem vsi smo strašno sinodalni, strašno poslušamo, strašno smo naklonjeni, nobenemu ne smeš nič reči in tako naprej, kar je tudi res, vse drži. Sam zavedajte se, da to ni zmeraj samo za tega, da bomo vsi prijazni, ampak je zadaj tudi PR strategija. Ko boste prišli zvečer domov, odprite Facebook od tistih, ki se zdaj prizadevajo za uvedbo samomora s pomočjo v našo družbo in pojdite pogledat noter
objave na Facebooku. Ena zgodba za drugo. Kar vse drži, vse v redu, ampak se zavedajte, da je zadaj PR strategija. V PR-ju, v medijih ni nobenih naključij. Je denar in je odločitev tistega, ki lahko odloča, ne drugega. Potem imamo tako imenovana demedikalizacija, to pomeni, da se te zgodbe tako predstavi, da sploh nima nobene veze z zdravili, zdravstvom in tako naprej, ker tu nam takoj vzbuja slab občutek. Pa da bomo recimo enega pubertetnika zalili s hormoni, tu vsakmu zdravemu človeku, zdravorazumskemu človeku pove, da zadeva ne bo tako hitro vrnljiva nazaj. In zaradi tega se je treba prizadevati, da o tem govorimo tako, da je čim manj medikamentov, da je čim manj govora o zdravilu, o zdravilih, medicini in tako naprej. Potem so tukaj mehke reforme, na te boste tudi pozorni, ko se pojavljajo zakonske reforme na tem ali onem področju. Zdaj, če gremo spet na področje samomora s pomočjo, zdaj izberete ta zakon, čez 5 let, 10 let se popravi samo en člen, nič drugega. In je zadeva tako imenovano mehko uvedena. Zdaj nastaviš eno zadevico in po principu spolzkega klanca, o tem govorimo zmeraj v etiki, zdrsneš, padeš na rit in drsiš zelo globoko dol, ker si stopil na spolzki klanec. Performativna moč jezika, performance, se pravi jezik, ki oblikuje, se pravi performativno lahko formo spreminja, pomeni, da ko govorimo, to sem že omenil enkrat, govorimo s takimi termini, s takim izborom besed, da zadeva postane sprejemljiva. Dam en primer z drugega področja, tako da malo zmešamo zadeve. Zelo velika razlika je, če mi rečemo, da nekemu dejanju rečemo prekinitev nosečnosti, ali pa če mu rečemo umor otroka. Čisto drugače. Ali pa, da smo se znebili fetusa, ali pa, da se je mama znebila svojega otroka. Zdaj dajem ekstreme. Samo tako, da boste čutili performativno moč jezika. Čisto druga čustva so se zdaj zbujala, če rečeš otrok ali pa fetus. Je razlika. Ne? In pa družbena omrežja. Tale podatek tukaj je 63,6% po nekaterih raziskavah tistih otrok, mladostnikov, ki padejo se pravi, ki pridejo do teh težav s spolno identifikacijo, so svoje informacije in svojo novo identiteto pobirali ob gledanju YouTubea. In zdaj pomislite, YouTube je stara zadeva, tu je fosil. Ne? Zdaj si zamislite, če zdaj odprem Snapchat, ne? Mi ni treba več, kot če greš na une bedaste videe na desni strani, kjer je play, ni treba pa meni, ki me algoritem ne pozna, ker tako malo uporabljam, pa prej ali slej vrže kaj takega ven. To so pomembne zadeve. In bodoči starši se tega zavedajte. Otroci gledajo tisto, kaj dan starši pojma nimajo, kaj vse otroci gledajo, ne, v Reelsih in tako naprej. Ok. V redu. Grešna struktura, paste, ko se zadeva v zahodnem svetu, v kakšni državi ustoliči, zajame vse, pravo, zdravstvo, šolski sistem in tako naprej in se začne sukati. Temu rečemo v katoliški etiki grešna struktura. Pomeni, da enemu samemu cilju služijo vsi sektori določene družbene strukture. In v tem primeru imamo na primer Kanado, ki je tipičen primer tega. V Kanadi je vse od vzgojnega, preko šolskega, preko zdravstvenega in na koncu, če je potrebno pravnega sistema, je krog zaprt, zaradi tega, da v bistvu posrka vase vsakega, ki bi slučajno imel kakšen problem s identifikacijo. Zavedajmo se, da zadevo poganja današnja družba, ki je v marsičem zelo, zelo neurejena in zelo, zelo kaotična, predvsem pa traumatizirana. Jaz sam vem iz moje duhovniške službe, da je toliko travm, kot jih imamo mi danes. Iz česa vse rastemo, to je neverjetno. In 50%, izmerjenih 50% od tistih, ki so se v Franciji odločali za to vrstne postopke, hormonalne terapije in podobno, je bilo nekje tukaj noter, je bilo tukaj prilepljeno zraven. Samo poškodovanje, kjer je treba iti potem gledati spet, kaj je zadaj, so bili žrtve takega ali drugačnega, tudi spolnega nasilja, motnje avtističnega spektra, družbena izključenost in tako naprej. Tukaj je toliko stvari za povedati, da jih ne morem stlačiti noter. Recimo, kaj dela ena neraziskana zadeva, kaj v glavah mladih delajo lajki. Vsega, ker človek, ki danes ne čuti družbene sprejetosti in objavi neko ekstremno varianto na Facebooku, bo dobil 100 lajkov. Ne.
Zdaj malo posplošujem, ampak tukaj noter smo. Nam je zelo pomembno, kako, ali pa mnogim je zelo pomembno, kako družbena omrežja funkcionirajo. Zavedajmo se ranljivosti oseb, ena od bistvenih zadev današnjega predavanja in počasi.